Lepo pozdravljeni, moje ime je Pija Kapitanovič in sem avtorica podcasta Na robu. Tu z zanimivimi sogovornicami odpiramo teme, ki so na meji individualnega in kolektivnega. Tokrat o šolstvu z menoj Jožica Fregelj, dolgoletna učiteljica iz osnovne šole Kiteja in Murna. Leta 2023 ste prejeli nagrado za učiteljico leta. Leta 2020 državno nagrado za življenjsko delo na področju šolstva. Lepo pozdravljeni. Hvala lepa za povabilo. Z veseljem. Zdaj ste od 1. septembra že v pokoju. Se še spomnite vašega prvega dne, ko ste stopila v razred? Kako je bilo takrat? Lep slovenski pregovor, prvega ne pozabiš nikoli. In to je dejansko res. 1. septembra 1982 sem prvič stopila v razred. Drugi razred je bil to, 32 učencev. Takrat in nikoli več v razredu moja soimenjakinja. Sicer pa zelo pester razred, 6 hudih vzgojnih problemov s težkimi zgodbami v ozadju, 5 zelo hudih učnih problemov, ampak pred razred sem stopila samozavestna, ponosna, prepričana, da bom zmogla, itak pa nisem vedela, kaj me čaka. Tako da v bistvu je pa potem kar šlo. Je pa res, da je takratna pedagoška akademija omogočila že v času študija pridobivanje izkušenj, seveda najprej didaktika in pedagogika, ki te nauči načinov, kako posredovati, predajati otrokom znanje, potem pa tudi hospitacije, nastopi in obvezna praksa. Da ne omenim, da je bil takrat tudi sistem bolj mehek. Saj je omogočal recimo meni kot študentki, jaz sem to kar dostikrat izkoristila, pustila sem svojo telefonsko in ko je bil kak učitelj na bolniški ali odsoten, ne vem, kakšen študijski dopust, so me poklicali in sem prišla recimo za en teden v razred nadomeščati. In to je bilo takrat popolnoma legalno, na študentsko napotnico. Fino je bilo, zaradi otrok je bilo to dobro, ker se jim ni vsako uro druga učiteljica zmenjala, tako kot se to zdaj dogaja. Meni je bilo pa tudi zelo dobro, ker sem s tem pridobivala izkušnje, pravzaprav še preden sem začela samostojno potjo. Super. K temu se bova še vrnili, torej kakšne so razlike šolskega sistema danes pa nekoč, ampak omenili ste, da ste imeli 11 primerov, ki so imeli vedenjske težave, učne težave. Torej, to ni nič novega, o čemer danes govorimo, o porasti govorno-jezikovnih motenj, odločb, marsikdo reče, današnji razredi so nemogoči, tega včasih ni bilo. Kako tukaj, kako bi neko vzporednico takrat do danes, je tega res tako veliko, da so ti današnji otroci nemogoči, kakor večkrat slišimo? Ne, današnji otroci niso nemogoči, to sploh ni res. Pravzaprav bi lahko rekla, da so mogoče celo bolj pridni, kot so bili otroci nekoč. Razlika je zgolj v tem, da včasih si niso upali v šoli ne vem kaj početi, ker so vedeli, da bojo posledice potem tudi doma. Danes pa ni takšnih velikih zavor, da si ne bi upali, ampak enostavno so razmere drugačne in kot sem rekla, jaz bi brez zadržkov lahko trdila, da so otroci danes bolj pridni. Kar se pa tiče teh motenj, ki sta omenila, posebne potrebe so bile nekoč in so danes. Razlika je zgolj v tem, da so mogoče danes, kako bi rekla, smo postali bolj občutljivi za prepoznavanje različnih vrst motenj, različnih spektrov in v bistvu s to prepoznavnostjo se širi tudi potreba, da se tem otrokom pomaga.
Se pravi, bolj sistemsko danes pristopamo k tem, včasih verjetno je bilo bolj prepuščeno učiteljem, da so prepoznali v njihovem nekem čutu, da so videli, da nekdo potrebuje mogoče več časa, drugačen način. Ko sem recimo jaz začela delati, smo imeli na šoli, pa je število otrok približno skozi isto. Smo imeli pedagoginjo pa psihologinjo. To je bilo vse, ena je bila zadolžena bolj za vpise prvošolcev, za poklicno usmerjanje, druga se je ukvarjala mogoče s kakšnimi res hudo težavnimi, vse ostalo je bilo prepuščeno učitelju. Danes imamo zaposlenih kup specialnih pedagogin, socialnih pedagogin, logopedov in tako dalje, tako da se tem otrokom resnično lahko nudi pomoč, ki jo potrebujejo. Je pa dejstvo, da, kako bi rekla, sistem odločb je sicer mišljen kot pomoč, ampak je velikokrat pa ovira. Ker v teh odločbah so recimo zahteve oziroma priporočila, ki so pravzaprav neuresničljive. Ena od takšnih recimo je: otroku naj se zagotovi miren kotiček v razredu. V razredu mirnega kotička ni, nikoli. Pa je lahko priden razred, so pridni otroci, ampak v razredu ni miru. V razredu je vedno delovni nemir, najmanj to. Tako da, če pa ima otrok v odločbi, da potrebuje miren kotiček, pomeni, da mora biti tam res tišina, pravzaprav sam. Ja. In tukaj se pojavi potem, kam poslati tega otroka, da bi bil sam. Sam ne sme biti, šola je odgovorna za njega. Če se mu v tistem času kaj zgodi, je to potem na račun šole. Ima lahko morda slušalke na glavi? Načeloma da, mislim, ni to neka ovira, da jih ne bi mogel imeti, ampak v bistvu je namen šole je, da otroke izobražuje in vzgaja. Otrok, ki bo dal na ušesa slušalke, ne bo ne videl, ne slišal, kaj bo imel potem. Ali pa tudi, če je sam, a ne, nekje. Ali pa tudi, če je sam, ja. V bistvu je sam sistem obravnave oziroma dela z otroki s posebnimi potrebami zgrešen. Drug primer je recimo... Mislite, da je bilo včasih, ko je bilo to bolj prepuščeno vam, samostojnemu nekemu odločanju, tudi tega, da so ti otroci morda lažje napredovali, ker so se morali v bistvu prilagoditi, so morali najti nek svoj način ob temu nemiru, in tako kot zdaj, ko imamo za njih posebne programe, jih usmerjamo, z njimi usmerjeno se dela. Marsikdo reče, saj naš je tudi verjetno bil avtističen, ampak temu nismo tako rekli, pa je danes z njemu vse v redu. Načeloma je z vsemi temi otroki vse v redu. Poznamo kup, odraslih dislektikov, ki so šli skozi šolanje, bom rekla, z lastnim trudom, z lastnim delom, z lastnim angažmajem. Verjetno je bilo takrat njim to majčkeno težje, več so se mogli učiti, boriti in tako naprej, ampak načeloma je pa tako, saj z njimi ni nič narobe, ne. Je pa tudi res, da včasih so ti otroci, kljub vsemu, bili so v razredu, poslušali so učitelja in njegovo razlago, kajti jaz sem tista, ki sem strokovnjak za razlago mojega predmeta na otroku primeren način. Danes je pa sistem tak, da gre otrok od pouka k specialni pedagogini, ki mu zato, ker pač manjka pri pouku, na nek svoj način pravzaprav tudi na kratko razloži učno snov, za katero pa ona ni strokovnjak. In tukaj je v bistvu tisti razkorak, ki ni v redu.
specialna pedagoginja bi v bistvu morala z njim, s takimi otroki delati strategije za uravnavanje tistega svojega primanjkljaja. Nihče ne pričakuje, da specialne pedagoginje, kaj naj rečem, obvladajo vse predmete, da znajo vse predmete razložiti, čeprav se zdaj nekako to od njih kar pričakuje, ker gre otrok od pouka, zamudi snov, snov je pa pomembna. Zakaj zamudi Tako da- snov? Pač manjka tisti dan ali kako? Ne, ni pri učni uri, ni ga pri meni, Aha. odide ven iz razreda. Aha, ker ima 1 uro vmes med in poukom, tako, ima te tako. dodatne pomoči, Ja. zamudi uro. Aha, Ja, razumem, ja. ja. Aha, in tam namesto, ampak sistem pravi, saj mislim, da ne bi, tako kot ste tudi sama omenila, specialna pedagoginja zagotavljala torej neke veščine, ki bodo otroku pomagale, ne vem, imeti daljšo pozornost, imeti manj govorno-jezikovnih motenj, se pravi neka ta orodja dala, ne pa snovi podajala, ampak kaj v praksi pa se dogaja, da tam potem osvaja, ne vem, matematiko, slovenščino. Ja, se dogaja zato, ker otrok, ki gre od pouka, od Ja. učne ure na to specialno pedagoško obravnavo, se ja, ne ja, smem ja. tako reči, pomoč, Ja, ne, ja. v bistvu zamuja razlago učne snovi. Zakaj pa ni to dodatna ura po pouku ali Ja, laična vprašanja? takole je, ne, veliko je otrok z motnjo pozornosti, s pomanjkljivo koncentracijo. Že to, da je recimo tem otrokom omogočen podaljšan čas pisanja testa, se pravi, ima namesto šolsko uro, ima možnost pisati test 1,5 ure, že to je meni osebno skregano z vso logiko. Jaz, ki nimam koncentracije, se bom zdaj koncentrirala 1,5 ure na test, ki je pomemben, ker je za oceno. Isto velja za nacionalno preverjanje znanja. Ti otroci imajo možnost podaljšanega časa pisanja. Zdaj pa, če je organizacija dela na šoli takšna, da se to lahko naredi, potem je to takoj. Če se to ne more narediti, potem je tiste pol ure dodatne, ko ima otrok pravico, da si podaljša, po pouku. Otrok, ki je bil 5-6 ur po pouku, naj zdaj pride še za pol ure pisati test. Dokončati polovico testa, Ja. ki ga je pred 2-3 urami pisal, potem. Tako. To je res čudno. To enostavno ne pije vode, ali kako naj rečem. Po drugi strani pa bi spet zamudil, se pravi, naslednjo uro, če bi mu bilo omogočeno pisati dlje tisti trenutek, pa bi na naslednji uri manj. Ja, tako da je. ponavadi je organizacija dela na šoli takšna, da ne vem, recimo jaz sem zdaj zadnja leta sem poučevala angleščino na razredni stopnji, in ko sem jaz, ne vem, recimo v A oddelku, ko je bilo učne ure konec, ko smo odpisali test, sem morala v B oddelek, ker sem imela tam naprej uro in enostavno Seveda. ni tistega časa, in potem so odpisali še v C oddelku, šele potem sem jaz lahko otroke, ki so imeli možnost podaljšanega časa, dobila, da so pač dokončali kar Pa so zaradi tega, če imajo daljši čas pisanja, tudi uspehi potem boljši, ali to kdo sploh beleži, spremlja, kako to pomagajo ti različni pristopi? Pravzaprav ne poznam nobenih konkretnih raziskav, ki bi dale neke rezultate, koliko ta sistem pomoči, koliko je sploh učinkovit. Učitelji, ki smo v bistvu, ne čisto laiki, ampak kljub vsemu, mi zgolj zagotavljamo določila iz odločbe. Ampak nikoli in nikdar se še ni, mislim, primeri, ko je res kak tak način iz otroka, ki je imel velike težave, zelo pripomogel
da je otrok že v času recimo osnovne šole te svoje primanjkljaje premagal in potem zrastel in nadaljeval tam nekje z vsemi ostalimi, takole jih na prste ene roke lahko preštejem, pa sem zelo dolgo bila na isti šoli, poznam ogromno primerov. Pa še nekaj je, ves ta sistem odločb, veliko jih misli, da zdaj, ko so dobili odločbo, zdaj so pa že na konju. Kar Zakaj seveda, tako mislijo? zdaj imajo oni črno na belem, da imajo pač težave, da zdaj pa bomo vsi kar bolj popustljivi pri, ocenjevanju, ker je pač otrok, ki ima kratkotrajno koncentracijo. Ampak izbrali so si enakovredni izobrazbeni standard in v tej povezavi se tudi od otrok s posebnimi potrebami zahteva enakovreden izobrazbeni standard kot z ostalimi. Ja, lahko jaz upoštevam, da, dislektik zamenjuje BPD. Ampak kljub vsemu do neke določene mere. Če je recimo, zdaj bom spet na angleščino šla, ke je bil moj predmet, če imam jaz nabor besed zapisan in mora te besede vstaviti v neko besedilo, potem jaz ne morem biti tolerantna do tega, da BPD on zamenja. Prepisati pa že mora znati. Šele pri kakšnem samostojnem zapisu sem pa lahko tolerantna. Ampak to ne pomeni, da zdaj bo pa ta otrok kar zato, ker ima odločbo, pa že kar odličen. Čudovito profesorico sem imela na pedagoški fakulteti, ki se je ogromno ukvarjala s preverjanjem in ocenjevanjem in tudi z otroki s posebnimi potrebami. Ona je rekla, samo to vam polagam na srce. Otroci s posebnimi potrebami morajo doumeti, da zaradi teh svojih posebnosti, ne da oni delajo manj, oni morajo delati več, če hočejo doseči pač tisti nivo. Se vam torej zdi, da ta sistem pa ravno obratno vodi do tega? V bistvu je ves sistem oskrbe tako, da se v vsakem primeru znajde nekje kup dobronamernih odraslih, ki tega otroka serviramo, ki mu strežemo, ki mu ponujamo rešitve, ampak to ni dobra pot. Bi torej neki mami, ki ima otroka v vrtcu in bo zdaj vstopil v šolo in ima že v vrtcu neko odločbo, pa morda motnja ni zdaj zelo huda, ampak nekje na meji svetovala, naj raje ne gre v sistem odločbe? Ne, to pa ne. Ne. Ne, sistem odločbe je v redu, zato ker v bistvu je šolski sistem je naravnan tako, da mora biti vse napisano. In šele vkolikor ima otrok odločbe, potem je šola dolžna poskrbeti tako za specialno pomoč, kot je dolžna, kot učitelji smo dolžni ta določila upoštevati. Lahko smo še tako dobronamerni, ampak če bi recimo mamica rekla, poslušajte, moj pa rabi to pa to, ali pa rabi podaljšan čas, a bi vi to, ne morem. Če bi želela, zato je sistem, zato je odločba v redu. Res pa je, da, kot sem že prej omenila, v teh odločbah je kup stvari, ki so same sebi namen. Okay. Ne, mislila sem v tem oziru, da recimo nekdo, ki potem nima odločbe, pa učiteljica opazi, da zamenjuje določene črke, da morda, ves čas ponavlja enake napake, da bi že sama individualno z njim pristopila, na tole merkaj, brez da bi on imel odločbo, da bi mu pa ne gledala skozi prste, ampak opazila to, da ne gre za neko... To smo delali včasih, to delamo danes, to vsekakor tudi, starše opozorimo na opažanja, ki jih dobimo med poukom.
Ampak ja, ti zamenjuješ BPD, kaj boš pa zdaj naredil? Otroci ne znajo, starši ne znajo, da bi sami, ne vem, delali neke določene vaje, kjer se bo ta primanjkljaj vsaj zmanjšal, če že ne odpravil, ne? Zato je fino odločba, pa kakšna ura specialne pomoči, ker to so pa le strokovnjaki, ki te stvari obvladajo. Oni poznajo pa strategije, kako se z dislektikom uravnava, kako se, ne vem, s motnjo pozornosti dela, kako se z k avtistom pristopa, ne. Tako da, Se pravi, bolj ta dodatna pomoč, bolj kot pa ti neki ukrepi, ki so med poukom namenjeni. Ja. Okej. Kaj pa nasilje v šolah in to, da so otroci, da je danes nasilja več? Kako gledate na to, kaj opažate? Tudi o nasilju bi rekla lahko isto kot o teh posebnih potrebah. Jaz mislim, da se je predvsem povečala naša občutljivost glede nasilja, da prepoznavamo nasilje v določenih dejanjih, ki to nekoč sploh niso štela za nasilna, in pa seveda več je tega nasilja, bom tako rekla, objavljenega na družabnih omrežjih in zato se nam mogoče zdi, da je nasilja več, ampak jaz osebno sem prepričana, da ne. Fantje so se vedno ravsali, punce so vedno, ne vem, jezikale, izločale določene iz svoje družbe. Mene so izločile za kar nekaj časa, ker sem dobila očala. Ampak takrat, ne vem, mojim staršem ni na pamet padlo, da bi prišli v šolo pa vpili, to je nasilje, niti slučajno ni meni padlo na pamet, da bi, nasilne so. Jaz sem pač se obrnila bolj v fantovsko družbo takrat, tem fantom je bilo čisto vseeno, jaz imam očala ali ne, glavno, da znam žogo brcati. In v bistvu sem se naučila neke strategije, kako Prilagajanja, da ni. urediti probleme. Danes je pa tako, ne, eden reče nasilje in potem vsi skočijo in začnejo, kup dobronamernih odraslih se vedno najde, ki začnejo otrokom reševati probleme, to je pa narobe. S tem smo jih mi oropali neke izkušnje, ki je za življenje nujno potrebna. Včasih smo temu rekli, ne vem, pot odraščanja, ki je bila včasih tudi kruta, ampak si neke izkušnje iz tega pridobil. Poiskali smo si svoje mesto v družbi, svoj položaj v družbi, ki ga zasedamo. Danes se nekje to vse uravnava z nekimi odraslimi, ti boš predsednik, ti boš to, in otroci enostavno ne znajo več si sami nečesa izboriti, se sami postaviti zase, ampak pričakujejo bodisi od učiteljice, da bo za njih reševala probleme, če pa je učiteljica dovolj suverena in dovolj odgovorna, da reče: poslušaj, fant, tole boš pa jaz sam rešil, daj razmisli, kaj bi lahko v tej smeri naredil, da se to ne bi ponavljalo ali pa tako. So pa potem starši, ne, ker eni otroci so dejansko prezaščiteni in to je v bistvu večji problem, ki ga jaz vidim, kot je problem samo tisto nasilje. Sem pa prepričana in to z zelo gotovostjo trdim, da vsi učitelji znamo prepoznati, kdaj je tista stopnja nasilja tako visoka, da je pa treba posredovati. In takrat definitivno posredujemo. Na vsako zbadanje, na vsako, ne vem. Izločanje, kar ste prej. Ja, to se dogaja, to je čisto človeško. razvojna stopnja, bi jaz temu rekla. To je vedno bilo v določene starosti deklice,
jim je to pač način delovanja, kako se iščejo, kako se gledajo. Točno to iskanje, v bistvu Ja, gre za nek tako proces da- iskanja in tudi, če si ti izločen, da razmisliš, kaj ti pa sploh paše, če te ta skupina ne mara in se ji ne želiš prilagoditi, potem nisi Greš za ta. fantom. Ja, ali pa drug krog punc, Tako, ki morda, tako, ne vem, ne ja. dajo toliko na izgled, pa dajo bolj na matematiko ali pa, ne vem, na kakšne športne aktivnosti, a ne. Ja, se mi zdi, da zdaj tudi v vrtcu in osnovni šoli je pa kar siljenje na to, da moramo vse sprejemati, da se je to, kar je vključujoča družba, preveč razširilo, da vse vedno nekako, kar je zelo nerealno, a ne. Sej vključujoča družba je prava pot, Ja. sigurno je prava pot, ampak vključujoča družba, to sem jaz tudi otrokom vedno govorila, to ne pomeni, da sem jaz pa zdaj prijatelj z vsemi. Tudi v zbornici nas je bilo, ne vem, 50. Jaz sem imela 3 prijatelje, ostali so bili pa sodelavci. Vključujoča družba pomeni, da se moramo da moramo znati sodelovati drug z drugim. Ni pa treba, da smo prijatelji. Zgolj bom rekla, za odrasle na neki strokovni, poklicni ravni je potrebno sodelovati, za otroke pa pač toliko, kar je med poukom potrebno, ali pa toliko, kar je v igri potrebno. Če pa ne, grem pa drugam. Še glede nasilja, morda se spomnite kakšnih primerov iz, ne vem, 90-ih let. Jaz, ko sem takrat hodila v osnovno šolo, se mi zdi, da je bilo tega ogromno. Skinheadi so se skoraj na tedenski ravni pretepali pred šolo. Sama sem videla počeno lobanjo, veliko krvi. Danes se mi zdi, da se to res ne dogaja, ali se motim. Meni se res zdi, da je bilo takrat tega ogromno, veliko več, kakor danes. Kot sem prej omenila, danes so otroci precej bolj pridni, ja, kot so bili včasih. Tudi samo to, mogoče pa tudi je neka, bom tako rekla, prednost tega, da veliko govorimo o nasilju, ker so tudi otroci verjetno drugače zdaj gledajo na to, ali pa vsaj, ki ga opomniš, lej, to je pa nasilje, ne, se mogoče zavedajo. majčkeno zamislijo, ja. Tudi, ne vem, recimo, včasih pride v razredu do kakšnega res, kako bi rekla, hudega izpada. Ampak, če omeniš, če rečeš, poslušaj, to je pa zdaj pa že nasilje nad mano, ne samo nad sošolci, tudi nad mano, s kakšno pravico ti to delaš. Se da tem otrokom dopovedati, da pravzaprav je potrebno o svojih reakcijah vnaprej razmisliti. Seveda govorim o procesu, o razvoju, to se ne zgodi od danes na jutri in to ne moreš pričakovati pri res majhnih otrocih, ampak sčasoma, če recimo ima šola neko dosledno politiko, če ima neka dosledna pravila, se pa da marsikaj doseči. Kaj pa na področju telefonov? Bo nov zakon o šolstvu, ki prepoveduje oziroma dovoljuje telefone samo v šolskih torbah, prinesel ta želeni rezultat, ki si ga kot družba na načelni ravni želimo, da bi otroci ne bili na zaslonih? Ja. Ta zakon je po moje, ampak to je jaz samo osebna Seveda. mnenja izražam, je zadnja stvar, ki smo jo v šoli potrebovali. Ker problem telefonov ni od julija, pa zdaj septembra imamo pa zakon, problem telefonov je že kar nekaj časa. In vse šole, ki smo se s tem soočale, smo že uvedle neka pravila, neke protokole, kako se zgodi, če se pravil ne držiš, in po mojem mnenju je ta zakon zgolj ena, kako bi rekla, všečna poteza na pritisk nekaterih, ki niso bili dovolj suvereni ali odločni, da bi te stvari že sami prej uredili.
Je pa tako, da v bistvu se moramo zavedati, da vsi odrasli smo pa zgled. Moj telefon je v času pouka vedno na tiho in vedno pospravljen v torbi. Tako da nikakor nisem bila nikoli zgled, da telefon je pa zdaj kar dovoljen kjerkoli, tudi meni ne. Jaz nisem zato v šoli, da bom brskala po telefonu, ampak sem v šoli zato, da otroke učim in vzgajam. Je pa s temi telefoni pa tako, da po drugi strani so pa lahko zelo koristen pripomoček. Mi smo na šoli sklenili in smo imeli v šolskih pravilih to zapisano, da je telefon v času pouka na vseh dejavnostih v zvezi s poukom, kar pomeni tudi na športnih dnevih in tako naprej, ugasnjen in spravljen v torbi. In če učenec tega ni spoštoval? In to je bilo potem v pravilih. Če učenec tega ni spoštoval, je učitelj, nekaj časa smo imeli tako, da je telefon mu vzel, ga odnesel v pisarno in potem so starši prišli po njega. Potem se je izkazalo, da je pa mogoče malce preveč pregovarjana z določenimi učenci, naj telefon izročijo, tako da smo potem v pravila zapisali, da učitelj učenca opozori in obvesti starše. In moram reči, da je to delovalo In zaleglo pri večini. Zaleglo popolnoma, tako da ne vidim. Je pa recimo meni osebno, mi je pa dostikrat zaradi tega telefon pa manjkal pri pouku, ker včasih je pa le fino kaj na prevajalnik pogledati. No to ja, v kakšnih primerih je bil pripomoček? Ne vem, recimo otroci zelo sprašujejo, kako se pa to reče, kako se pa tisto reče, kako se pa ta beseda prevede, in v tem primeru je prevajalnik recimo dosti v redu stvar, da se sami naučijo poiskati podatke. Potem so razni projekti, kjer ne vem, recimo mi smo pri pouku raziskovali šolske uniforme. Za in proti, a bi, a ne bi, če bi, kakšne in tako, pa kje recimo po svetu pa imajo otroci šolske uniforme, in v tem primeru je bilo tudi v redu, da je lahko otrok sam pobrskal, ne da jim jaz tam nekaj gor projiciram na tablo, tisto, kar se pač meni zdi, ampak da si otrok sam poiskal podatke, navedel vir, kje je to našel, datum, kdaj je to našel, in v bistvu smo jih s tem lahko učili samostojnega iskanja podatkov. Tudi preveriti podatke. Otroci grejo na Wikipedijo in se jim zdi, da je to vsa znanost, ki je, ne, potem pa jim le še pokažeš kakšen drug vir, pa je mogoče se podatki razlikujejo. V bistvu hočem povedati, da je lahko telefon koristen pripomoček, ker niso vse šole tako fantastično opremljene, da bi lahko otrok v vsakem primeru, ne vem, dobil pa tablico. Po covidu se je ta opremljenost šol majčkeno izboljšala, ampak načeloma je še vedno tako, da imam jaz v razredu računalnik, ki je bolj namenjen meni kot otrokom. Enega. Če hočem, da bi otroci, ne vem, delali s pomočjo tablic, jih moram vnaprej rezervirati, določeno število, moram poskrbeti, da je baterija polna in tako naprej. V glavnem, cel proces, ja. Tako da, če hočemo mi kdaj biti neka digitalna družba,
bom rekla, popolna prepoved telefonov nam ni v korist. Je pa res, da je pa potem sama uporaba pa zelo odvisna od učitelja. Pa tudi, da zna verjetno red narediti, da jo uporabljamo Seveda. za šolo, potem Ja. pa je konec, pa pospravimo. Ugasnemo in gre nazaj v torbo, ja. Ker če pa učitelj nima kontrole, kaj otroci na telefonu delajo, Ja, potem pa to, razpad potem pa sistema, hitro, tako, ampak to isto lahko delajo tudi na tablici. Ampak to je bilo že, mi nismo imeli telefonov, pa je bilo marsikdaj razpad sistema v razredu pri določenih profesorjih oziroma učiteljih, ja. Pa nismo bili na telefonu, pa smo se klepetali. Pisemčke pisali. Ja, pisemčke pisali ali pa kar na glas klepetali. Prej ste rekli, da je v bistvu zakon o šolstvu zadnja stvar, ki bi jo učitelji šola potrebovali. Kaj pa bi potrebovali? Zdaj ste odšli ven, zdaj lahko prosto poveste, kaj je tisto, kar bi pa res potrebovali. To je zelo težko vprašanje. Potrebovali bi pravzaprav ogromno. Višje plače, okej, definitivno. To je povsod. To vsak, kdorkoli, vsakdo. Ja, to vsak. Ravno te dni sem brala en članek o nekem učitelju, ki je zapustil delovno mesto v Sloveniji in je šel učiti v Avstrijo. Iz enega preprostega razloga, ker je tam bistveno manj birokracije. In to je že kar prva stvar. Učitelji bi nujno potrebovali bistveno manj birokracije. Birokracija se je razbohotila predvsem zaradi tega, ker je vsaka stvar, ki se v šoli dogaja, nekje zakonsko regulirana, neki pravilniki, odloki in tako naprej, in v silni želji dokazovanja, da delaš toliko, kakor moraš, 8 ur na dan, in v silni želji, da delaš vse tako, kot mora biti, obstaja cel kup nekih zapisnikov, poročil, ne vem česa še vsega, odredb in odločb in ne vem česa še vsega, ki so pravzaprav več ali manj sebi namen, meni pa jemljejo čas in energijo. Včasih, tako kot sem prej rekla, zaposlili so me za en teden kot študentko. Koliko problemov bi zdaj imeli rešenih, če bi se to še dalo? Pa se ne da več. Ne, zato ker zdaj je pa v učnem načrtu predpisano, kakšno izobrazbo mora imeti tisti, ki ta predmet poučuje. In študenta ni nikjer. Vse povsod je učitelj, profesor, magister, ne vem kaj še vse, ne. Tako da hočem reči, da ta hiperreguliranost, ki jo imamo, da je prevečkrat ovira kot karkoli dobrega. S tem, ko so nas obremenili z birokracijo, je pa zadaj še eno pomembno sporočilo. Ne zaupamo vanj. Ravno to sem si zdaj zapisala. Je to rezultat torej pomanjkanja zaupanja? Ne zaupamo vam. Šolski politik, se pravi ministrstvo za šolstvo, ne zaupa svojim lastnim učiteljem, ravnateljem. Da. Sicer ne moramo reči tale trenutno, ki je aktualni minister. To je obdobje. Jaz mislim, da kar sploh se ne bi zlagala, če bi rekla, da od uvedbe 9-letke naprej, da se je postopoma vsako leto samo še dodajalo. Pa ta zakon, pa ta pravilnik, v glavnem kup enih pravil, ki se jih učitelji moramo držati. Jaz se velikokrat sploh nisem več počutila
tako bom rekla, zgolj kot učitelj, ampak sem bila veliko časa neka tajnica, ki si zapisujem vse pomembne podatke, po drugi strani sem bila pa že skoraj na poti k tem, da se vpišem na pravo, ker moraš v nulo poznati vse zakone, ker drugače si lahko še tako dobro nameren, pa delaš res v dobro otrok, ki jih poznaš, ki vidiš, da je to za njih fino, ampak če ni v skladu z zakonom, si pa v prekršku hudem. Tako da... Pa to morate biti učitelji sami na tekočem s temi spremembami, se pravi, vas ne obvešča neko učiteljica, ravnatelj obvešča, ravnatelj ima tudi med svojimi delovnimi nalogami, da mora obveščati o spremembah, ampak teh sprememb je zadnje čase toliko, da tudi ko ravnatelj obvesti, recimo na uvodni konferenci se povedo tudi spremembe, ki so se zgodile v zakonu o osnovni šoli, v zakonu o financiranju vzgoje in izobraževanja. Mislim, takrat se te ne tiče. Takrat, telefoni so prepovedani, ampak potem, ko prideš pa v eno tako situacijo, ko recimo otrok krši pravila popolnoma, takrat pa moraš poznati, kaj v tem zakonu piše. Pa ne samo poznati, kaj v tem zakonu piše, poznati moraš tudi upravni postopek, kako zdaj naprej ravnati, da ne bo slučajno zaradi kakšne postopkovne napake tvoj vzgojni doprinos padel. To se nam je dogajalo recimo z vzgojnimi opomini, ker pač mogoče ni bilo 3 dni vmes, kot je po ZUP-u, ampak je bilo 2 dni pa 18 ur in je pač opomin padel. Tako da v bistvu je pa največja sporočilnost vsega tega mojega blebetanja zdaj, da učitelj, ki vztraja biti učitelj, glede na to, da je danes to izjemno zahtevno, izjemno naporno in izjemno odgovorno delo, takemu človeku bi morali zaupati. In lahko ne vem, kaj vse govorijo, kaj vse bojo naredili, da bojo dvigali ugled učitelja. Karkoli lahko naredijo, dokler smo tako strahotno regulirani, kot smo zdaj, je to tako jasno sporočilo, da ni treba nič več, nič delati, nič govoriti. V bistvu se krade tisti dragoceni čas, ki bi bil lahko učencem namenjen. Seveda. Že sam v mislih, da bi učitelj lahko razmišljal o učencu in njegovih, individualnih, ne pa o zakonu o upravnem postopku. Ja. Vi ste v enem intervjuju rekli, da če sem prav razbrala, da ne bi šli več na to pot, če bi bila zdaj mlajša. Nekaj tazga, če bi zdaj morala vstopiti bogi, v takem smislu bogi učitelji, zdaj je pa res težko za njih. Ni bil nek naslov enega intervjuja, da ne veste, če bi se še enkrat podala na to pot. Kljub vse po temu, kar je zdaj. Takole je, ne, kot sem rekla, poklic učitelja je zelo zahteven, zelo odgovoren, nenehno pod drobnogledom različnih, tako otrok, staršev, družbe, politike, države, v glavnem, vse skozi, vse se nekje potem skoncentrira na učitelja. V šoli te niso naučili, v šoli ne vzgajajo več. Ne znajo prilagoditi snovi sodobnemu času, zastarele informacije. Vse se potem nekje skoncentrira na učitelja, ampak dejstvo pa je, da učitelji nismo učitelji zato, da bi se nam zdaj pa izkazovalo neko hvaležnost,
koliko smo dobri, kako se mi žrtvujemo za to, sploh ne. Niti nismo učitelji zaradi plače. Čeprav moram takoj pristaviti, plača je pomembna. Plača je tista, ki plačuje moje položnosti, Vsak hodi v službo zaradi plače. Moje poslanstvo jih nič ne plačuje, tako da plača je pomembna in tako kot so zdaj sploh učitelji začetniki podplačani in s kakšnimi razmerami se oni srečujejo, ko stopijo prvič v razred, ko so prepuščeni sami sebi, ko niso vsi takšni, da bi kar pristopili do nekoga, pa bi mu rekli, jaz pa ne znam asistenta uporabljati, mi pomagaš. Eni ne. Eni bojo cele dneve doma razmišljali, kaj in kako naj s tem Sami uredijo, pa naj se znajdejo. Nekoč, ko sem bila jaz začetnik, jaz sem dobila osebo, ki je bila moj mentor. Sicer, ona je bila učiteljica, imela je svoj razred, ampak določena mi je bila in jaz sem se lahko, kadarkoli, sem karkoli potrebovala, na njo obrnila in ona mi je pomagala. Sej, bom tako rekla, nekaj pozitivnega je tudi zanjo bilo v tem, ne, je pač dobila nekaj višjo plačo zato, ker je imela pripravnika in tako, ampak hočem reči, da je bil sistem bolj prijazen začetkom, ker vse povsod je tako. Začetek je vse povsod stresen, težek in nemalokrat se mi je zgodilo, da ko sem imela recimo študente na praksi, da so že takrat rekli, da to pa ne, se ne splača. Preveč je vložka, preveč je inputa za premalo outputa. Če ne drugega v Hoferju, je vsaj plača višja začetna, ne, tako da. Je res taka? Ja, je res. Je res. In kaj jih potem v bistvu vzdržuje še v tem, kaj se vam zdi, da je tista lastnost učiteljev? Ja, jaz kljub vsemu mislim, da je vsak za neko delo poklican. Jaz sebe ne vidim v Hoferju. Bi mi bilo težko, pa mi, ne vem, tudi za 3000 evrov plače ne bi mogla tam delati. Tudi v razredu mi je bilo kdaj težko, ja, tudi zelo težko. Ampak kljub vsemu, jaz mislim, da so v bistvu otroci tisti, ki ti na koncu dajo nek feedback, s katerim ti povedo, da pravzaprav, ja, saj si se trudil, saj si včasih tudi obupal, saj si včasih vzrojil, včasih sem se tudi zjokala doma. Ampak na koncu koncev pa, ke pa na konec, pa te objamejo, pa hvala učiteljici, to je pa potem tisti feedback, ki ti da neko energijo za naprej, krila, ja, da poletiš in potem, ja. Verjetno je v vsakem poklicu tako in jaz sem v bistvu zelo zadovoljna, da sem našla poklic, ki me je kljub vsem oviram, vsem težavam navkljub pravzaprav izpopolnjeval. Ne samo, da sem rada to delo opravljala, ampak tudi osebnostno sem rasla, se nadgrajevala, našla tudi neke nove izzive, ki so bili sicer povezani s šolo, ampak mimo samega poučevanja otrok, tako da, ja, definitivno, če bi se zdaj pomladila. Še enkrat. Ja. Pravijo tudi, da so včasih učitelji bolj tudi vzgajali, ne samo v bistvu
bili pedagogi, ki podajo neko znanje. Zakaj se je to iztrošilo oziroma zakaj tega ni več? Zdaj po eni strani starši pravijo, smo sami za vse, za vzgojo, prej je bilo vsaj majčkeno, si se lahko na šolo zanesel, danes ne več. Kako se ta razmerja premikajo? Zakaj se premikajo? Ko sem bila članica delovne skupine za pripravo nacionalnega programa za naslednjih 10 let, smo med drugim na tej delovni skupini poslušali tudi predlog novih učnih načrtov, ki bodo zdaj začeli veljati. In v predstavitvi teh novih učnih načrtov, ki je trajala dobri 2 uri, jaz niti enkrat nisem slišala besede vzgoja. In ko sem na to dejstvo opozorila, da pač mene to moti, ker konec koncev smo vzgojno-izobraževalna In inštitucija. otroke imate Ja. več ur v dnevu kot starši. Ja. Pravzaprav nisem dobila nekega konkretnega odgovora. Ko sem študirala, pedagoška akademija, 2-letna šola je to bila takrat, in ko smo se učili pisati pripravo na pouk, smo imeli vzgojne cilje, ki smo jih morali definirati, kaj bom jaz zdaj s tem, ko bom otroke učila, ne vem, lepo pisati, kaj vzgojnega bom s tem naredila. In imeli smo posebej izobraževalne cilje. Potem se je ta meja med vzgojo in izobraževanjem vedno bolj brisala, ker v bistvu naj bi se vzgajalo tudi s tem, kako učitelj pristopi k učni snovi, kako podaja učno snov, katere metode uporablja, a sme uporablja skupinsko učno obliko in s tem otroke učim sodelovanja, se pravi neke vrste vzgoja, ali je zgolj frontalno in jim zdiktiram in sem avtokratska do skrajnosti. Potem se je začelo secirati predmete na, ne vem, recimo za slovenščino bom rekla, na umetnostna in neumetnostna besedila. Ko sem jaz začela poučevati, smo imeli v berilu eno luštkano zgodbico, lahko je bila tudi pravljica, karkoli, in na podlagi tiste zgodbice smo mi potem gradili vse, mogoče je bila v sadovnjaku, pa smo se potem pri spoznavanju narave in družbe takrat učili o sadovnjaku. Pri likovnem smo risali sadovnjak, tako v glavnem hočem povedati, da je bilo vse prepleteno, potem se je začelo pa secirati matematika, aritmetika, geometrija, logika, ne vem kaj še vse. Slovenščina, neumetnostna, umetnostna besedila. In to v bistvu po mojem mnenju ni dobro, ker ne moremo secirati življenja na posamezne, bom tako rekla, Vertikale. vrtičke, ne, ko zdaj bom pa negovala glagol, potem bom šla pa, ne vem, Rozmana rozo brat, ampak je življenje prepleteno. In ta nit, ta povezanost se zgublja in s tem, ko se zgubi ta povezava z življenjem, ke ne vidimo več smisla v tem, zakaj bi se mi to učili, s tem se zgublja pa tudi vzgoja. No, ravno to, kar ste zdaj na koncu povedali, se pravi, da je vse preveč vertikalno razdeljeno, ni povezovanja. To je pogost argument staršev, ki se odločijo otroka šolati na domu. Kako gledate na ta fenomen? Je to v bistvu nek imajo prav, ko se umikajo od tega šolskega procesa, ki naj bi bil preveč rigiden po eni strani?
Ja. Zdaj, šolanje na domu je pač pri nas se uzakonilo po zgledu iz tujine. In načeloma stvari, ki pridejo iz tujine, ni nujno, da so v našem prostoru ravno tako, ne vem, razumljene ali tako uspešne, kot so mogoče v tujini. Vsaka država, vsak narod ima pač neko svojo specifiko, zato recimo jaz tudi nisem pristaš tega, da bi uvozili finski sistem šolanja, ki je tako čudovit, ker pri nas sigurno ne bi tako dobro funkcioniral. Šolanje na domu je pravzaprav za nekatere, bom tako rekla, izhod, ker eni se šolajo na domu, zato ker se recimo so starši zamenjali službo, so šli delat v drugo državo in so vzeli družino s sabo in je tem otrokom pravzaprav nemogoče obiskovati šolo. Imajo pa v namenu se nekoč vrniti in želijo Izobrazbo iz našo šolo. Tako da v tem primeru, bom rekla, je ta šolanje na domu upravičeno. Velikokrat pa je v ozadju težnja po tem, da bi bilo otroku učenje zabavno. Ja in ne. Učenje je lahko zabavno, tudi v šoli se precej zabavamo, dostikrat, ko se učimo, ampak navsezadnje učenje oziroma znanje, ki ga pridobivamo, je pa kljub temu delo. Čeprav moram reči, da s temi šolajočimi na domu imam jaz tudi kar nekaj izkušenj, saj so tudi prihajali izpite opravljati, in v bistvu lahko opažam pri teh otrocih, da na področju samega znanja niti ni ne vem kakšnih razlik, primanjkljajev ali kakorkoli, sploh zdaj, ko so določili, da je potrebno pa delati izpite iz vseh predmetov, ki so v šoli, zdaj sploh ne bo razlik, ne. Opažam pa razlike na drugih področjih. Ti otroci nekako niso navajeni prilagajati se skupini. Ne poznajo koncepta večina zmaga ali pa jaz se moram nečemu odreči, zato ker je to v skupno dobro. Ne znajo, niso, kako bi rekla, ne funkcionirajo dobro v drugačnem okolju. Doma verjetno funkcionirajo, če ga pa postaviš v šolo, v razred, pa ne funkcionirajo dobro. Ne znajo stikov poiskati, niti ne znajo ustrezno komunicirati, ne prenesejo, da niso vedno in povsod glavni, in to so pa v bistvu stvari, ki mogoče niso tako zelo nedolžne, kot bi se na prvi pogled zdelo. Če rečem, da večina teh otrok dela zelo veliko na računalniku, pa nimajo tako zverzirane ročne pisave, mogoče to za prihodnje rodovo niti ne bo takšna groza, ampak to, da pa ne funkcionirajo dobro v skupini, da niso sposobni nekega odrekanja, to je pa lahko slabo, ker kljub vsemu ljudje smo socialna bitja, otroci pa sploh. In
recimo zakon tudi pravi, ne, da otrok, ki se šola na domu in ne bo opravil izpitov, da bo moral priti v šolo. To je lahko grozljivo za takega otroka, da bo zdaj kar naenkrat, ker ti otroci niti niso navajeni nimajo delovne kondicije. Njim ni treba Sedeti 45 tako, minut pa gledati 20 na tablo. minut zdaj tole pisati, on lahko vmes ostane, lahko, ne vem, si gre po sok, lahko ne vem kaj. V šoli pa pač zaradi načina, kakršen pač je, enostavno mora biti neki red, mora biti neki urnik, mora biti neki protokol in ta delovna kondicija je zelo, zelo pomanjkljiva. Pa mislite, da bi lahko morda v prihodnosti pouk tako, da bi pač tudi še vedno ostal v velikih skupinah, da bi vključeval vse otroke, organizirali tudi z morda manj sedenja, da bi bilo več tega, da bi bilo manj tega fizičnega sedenja, ker marsikatera raziskava zdaj kaže, da to ni najbolj v korist razvijajočemu se telesu in umu, da sedi toliko časa. Pouk se da že zdaj organizirati tako, da ni toliko sedenja, sploh recimo na razredni stopnji, ko je en učitelj z otroki praktično cel pouk, razen za kakšne predmete, ko se kdo zmenja, se veliko dela na tem, da, ne vem, vstanemo, se razgibamo, poskačemo, se usedemo na tla, se uležemo na tla, tako da prej končamo pa stečemo ven in se lovimo, kričimo, kakorkoli. Ni problem, da se ne bi dalo, problem je, kako naj rečem, sama organizacija delovnega dne v šoli. Delno je skušal to omiliti oziroma vsaj nekako sugerirati, da bi pa mogoče bilo dobro tale koncept razširjenega programa. V tem konceptu bi se dalo marsikaj narediti, 2 uri pouka, 1 uro ven, 1 uro športa, kakorkoli, ampak to zahteva ogromno neke logistike, zahteva pa tudi, da bi potem v ta razširjen program morali biti vključeni vsi otroci, ker ne moreš z enim iti ven, 10 jih pa v razredu pustiti, ne. To je pa pravzaprav pa proti konceptu, ki je pa neobvezen. Zato jaz mislim, da, kot sem prej rekla, marsikaj in zelo veliko bi se moralo spremeniti, tudi to paše zraven, vnesti gibanje, tudi ne samo v to, ko smo prosti, gremo pa se gibati, ali pa aktivni odmor, pojdimo vsi ven, pa se bomo podajali žogo, ampak tudi v, ne vem, recimo načrtovanje, kako se da določena učna snov obravnavati s pomočjo gibanja. Marsikje se to da, marsikaj se da. Jaz sem na pedagoški fakulteti obiskovala program, ki je razredne učiteljice usposobil za poučevanje angleščine na razredni stopnji. In v tem programu smo imeli prav poseben predmet, ki je nebesedne elemente, se pravi gibanje ali pesem ali določene igre, vključeval v obravnavo snovi. In smo si zmislili,
101 igrico, modre barvice v levo, rdeče barvice v desno, tako. Marsikaj se da z malo kreativnosti. Marsikaj se da, ja, veliko je odvisno od kreativnosti učitelja, veliko je odvisno od prostorskih pogojev šole, ker te tako imenovane aktivne oblike, to ni tiho, ne, to je glasno, na šoli nisi sam, tako da so neke določene ovire, ampak marsikaj se da že sedaj. Počasi se približujeva koncu, pa se dotakniva še odnosa starši in šola. Kako se je ta v zadnjem obdobju spremenil, pa kako bi v bistvu morali starši otroka pripraviti na šolanje, kakšno popotnico bi morali dati? Če začnem s popotnico. V bistvu otrok, ki pride v šolo, bi moral obvladati osnovne higienske in delovne navade, znati bi moral poskrbeti zase pa za svoje stvari, pa moral bi imeti določeno mero čuta za spoštovanje drugih. Popotnica, ki bi bila bistveno bolj učinkovita, kot je današnja, ko jih pospremijo v šolo, pa lepo se imej, uživaj. Otroci uživajo čisto drugače, kot si mi predstavljamo. To ni popotnica. Popotnica bi bila, veliko novega se nauči, veliko sprašuj. Vse vprašaj, kar te zanima. To bi bila tista popotnica. Pa je zaželeno spraševanje, dvigovanje rok? Da. Je? Da. Skoraj da bi rekla, da dvomim, če sploh poznam učitelja, ki ne bi bil zadovoljen, če otroci Pa sprašujejo. sprašujejo, ker tako na kakšnih poslovnih konferencah tuji predavatelji pravijo nam, jaz sem ponavadi v vlogi novinarke, da velja pregovorno za slovensko publiko, da nihče nič ne vpraša. A v šoli sprašujejo? Zdaj nimam toliko veliko izkušenj z večjimi, se pravi tam 7., 8., 9. razred, tam kvečjemu kdaj nadomeščam, kaj drugega pa že ne, ampak mali ogromno sprašujejo. Njih še vse zanima. Sej potrebujejo učitelja, da jih tako usmeri, ne, ker če ne bi spraševali kar vse povprek, ampak ja, oni so še zelo radovedni, otroci, ki pridejo v šolo, njih še vse zanima. In učitelj, ki spodbuja spraševanje, ki spodbuja radovednost, je v bistvu največja naložba za prihodnost. Kar se pa tiče odnosa staršev do učiteljev, je pa seveda drugačen, kot je bil včasih, ker včasih je učitelj pač, kar je rekel, je bilo sveto. Tudi tako pri otrocih kot pri starših. Ko sem jaz začela učiti, sem imela po tistem 2. razredu, sem potem prišla v 1. razred in so starši pred počitnicami hodili v šolo in so me prosili, a jim lahko, prosim, vi rečete, da morajo vsak dan brati, ker vas bojo ubogali. Mi pa tudi, no. Tako, v bistvu hočem povedati, da včasih je bil učitelj tisti, ki je imel neko položajno avtoriteto. Danes učitelj položajne avtoritete več nima, ampak si moraš avtoriteto, ki pravzaprav ni več tista avtoriteta v nekem klasičnem pomenu besede, ampak gre bolj za neko spoštovanje, zaupanje, nek korekten odnos, to si moraš pa danes prislužiti. Prislužiš si pa to s svojo strokovnostjo, svojim odnosom do učencev, svojo doslednostjo, in v takem primeru, ko jaz znam
staršem na njihova vprašanja, tako glede učne snovi, zakaj se morajo pa pesmico na pamet učiti, kaj je to, kar eno piflanje na pamet. Ko jim jaz znam pojasniti, zakaj je tudi piflanje na pamet pravzaprav do neke mere zelo koristno, potem je to tisti korak, ke vidijo, da pravzaprav mi lahko zaupajo, da tega zaupanja jaz ne bom izkoristila, da vem, kaj delam, in od takrat naprej imam lahko potem tudi starši zelo prijeten, korekten odnos. Ker moramo se pa zavedati, vsi smo tam zaradi otroka. Starši želijo svojim otrokom najboljše, seveda. Ampak starši nimajo pravice vedeti. Mislim, imajo pravico ne vedeti, tako moram reči. Učitelj pa vsaj na tistem svojem področju mora vedeti. In če veš, potem tudi starši ni težav in so lahko zelo velika pomoč učitelju pri, kako naj rečem, pri poti odraščanja njihovega otroka. Povejte še nam za konec, zakaj se je pomembno piflati na pamet in pisati na roko? Bo jasno za vselej. Piflanje na pamet, poleg tega, da se uri spomin, se ob vsakem ponavljanju pravzaprav istih stvari dviguje samozavest, ker z vsakim ponavljanjem znam več in bolje. Da ne govorim o tem, da pri vsaki ponovitvi, večkrat kot grem skozi, odkrivam nove in nove, bodisi, ne vem, besedne zveze, nove povezave, ki mi prej v prvem branju recimo niso bile jasne. Zato je piflanje na pamet ne samo zato, ker pač učitelj tako reče, ampak je tudi v bistvu doprinos k razvoju možganov, ker se ustvarjajo povezave med temi sinapsami, ki se mogoče ne bi. Zato, ja, tolikole bi morala povedati, no. Enako pa verjetno tudi za pisanje na roke. Pisanje na roke, to je pa ogromno raziskav obstaja, ki dokazujejo, kako je pisanje z roko, se pravi svinčnik in pisanje, neposredno povezano z možgansko aktivnostjo, ki ravno tako ustvarja nove povezave v možganih. So raziskave, ki dokazujejo, da so možgani pri pisanju na roko bistveno bolj vpleteni v razmišljanje o tem, kaj in kako se napiše, kot recimo pri tem, če si zverziran v tipkanju in pri tipkanju. Kopica študentov so raziskovali, eni so pisali na roko, drugi so tipkali, in tisti, ki so pisali na roko, so imeli že takoj po, ne vem, recimo predavanju, ki so si ga zapisali, bistveno več znanja shranjenega, kot pa tisti, ki so tipkali. Poleg tega pisanje z roko vpliva tudi na branje. Ker če hočem jaz zapisati, potem moram vsako črko posebej ozavestiti, s tem, ko jo ozavestim, ustvarim tudi vezavo med dvema črkama, tako kot sem se učila brati z vlečenjem, ne. In v bistvu je pisanje osnova tako za branje kot tudi za bralno razumevanje.
Da ne govorim tudi zopet in ponovno o urjenju spomina in še česa. To je to iz moje strani. Najlepša hvala za vsa pojasnila. Če imate morda vi še kakšno sporočilo, nasvet staršem, bralcem, poslušalcem, svojim nekdanjim učencem. Ja, učencem nekdanjim bi povedala, da pa jih pravzaprav pogrešam. Staršem bi povedala, da naj dajo telefone stran, pa naj se z otroki ukvarjajo. Sodelavcem bi pa povedala, da jim želim uspešno šolsko leto, ker je dejstvo, da sem imela res najboljše sodelavce, kar jih je, in jim želim vse dobro. Najlepša hvala. Hvala vam za spremljanje in poslušanje in se vidimo in slišimo prihodnjič.